Živijo, Aleš tukaj, torej, ene par obvestil, prijem ga, začnete žurati na polno, ker se vemo, kako je pol s koncentracijo, ne? Nije, dobro. Kot prvo opozorilo za vse, Dedka Mraza se ne spušča v stanovanje, če nima veljavnega PCT potrdila. To, da hod v bajto skozi dimnik, ni izgovor, me ne zanima. Tudi če pride čez radiator noter, mora imeti PCT, tako to je. Isto velja za une njegove jelene, ne? Ja, če žval kaže kakršenkoli znake prehlade, recimo, da ima rdeč nos, mora v karanteno, kle ni debate, ne, ker kaj, mislim, po eni strani zapiramo letalske povezave z Južno Afriko, ne, zaradi tega virusa, ne, Dedek Mraz pa lahko pele okoli celega sveta, pa ene rokavice za cel večer, pa tako naprej, pa tako ne gre, no, ne mora tako, pravila so za vse. Če bo zaradi ukrepov oteženo razdeljevanje daril, bo seveda na pomoč priskočilo ministrstvo, ne, od Dedka Mraza smo, se pravi, že pridobili seznam, tako da mi točno vemo, kdo je bil prireden, kdo je bil prijan. Te sezname smo potem že povezali z našimi bazami podatkov, s temi posnetki protestnikov in tako naprej. Tako da mi imamo že pripravljen spisek tistih, ki letos sigurno, ampak res sigurno ne bodo dobili darila. A ne, Luka Mesec? Ja, pa Zlatko, dobro, ja, kar čakate perspekti, nič ne bo. Tudi sicer bo letošnje silvestrovanje po pravilih, v novo leto bomo vstopali po vrsti. Se pravi, najprej Avstralija, pol vsi uniji vmes, kaj so, pol šele mi, ne, da mi ne bo kdo že ob 9 začel odšteval, pa tele šampance odpiral. Ja, tukaj je Slovenija, poslušaj, nimaš kaj odpirati pred polnočjo, no. Dobro, tele vičeri bojo, ne, oni so zmer kontra pravilom, ne, oni že zjutraj odpirajo šampance, ne, tako to je, pa pride polnoč, ne, pa ni več mehurčkov, ne, evo, pa imajo, ne, pa se pa pritožujejo, prav jim je. A ja, kar se tiče pirotehnike, petard letos ni, petarde pozabite, po mestu lahko pokamo samo mi, a jasno? Mogoče bomo dali še sozivc v ognjemet. To razmišljamo, da bo na fotografija pa izgleda tako res čustven vstop novo leto. Vas bo obvestil s tem. Še nekaj, lepo prosim, državljanke in državljane, če lahko ne kličete sorodnikov vsi 1 minuto po polnoči, no, ker pa se linije zabašajo, ne. In ne moramo mi teh naših operativnih SMS-ov pošiljati. No, mislim, lani smo v operativnem centru 2 uri čakali, preden smo lahko Kitajsko naročili. No, in to je nedopustno. No, to je nedopustno. Mislim, zakaj treba glih to še v polnoči telefon v roke, pa starše klicati? Mislim, pa še to, mislim, z unimi, srečnega pa zdravega 2022. Mislim, kaj da starš ne ve, da je novoletno, ni tebe rabo, da mu poveš muc, no. A ne moreš pol 3 ure prej, ali pa 3 ure pozneje, sam mesiš, da bo poslušati, no, zakaj glih v polnoči, no, mislim, kaj, niste vedeli, da bo ravno polnoč, da v nov let, kaj, pa me pol preseneča vse skupaj, pa dajmo malo se zbrati, pa dajmo biti odgovorni, no. V glavnem, ne se preveč spustiti, tudi v letu 2022 ukrepi še veljajo, če se boste objemali, prosim, da to počnete na razdalji 1,5 metra. Okej, drugače pa sproščeno, veselo in vse to ostalo, kar je. Pa ne početi česa, kar jaz ne bi. Recimo, družite se z Zlatkotom. To ne bi. Dobre. Se vidimo, srečno, Slovenija. Zdravo.